Draga Eva, dobrodošla. Zdaj je praktično že maj tukaj, COVID se odpira, začeli bomo hoditi v gostilne, jej. No, če druga ne, veseli smo, da so knjižnice pa knjigarne odprte, to se bolj nekako nas tiče. Tvoja strast je pravzaprav vse, kar je povezano z naravo in na ta način smo se midve tudi spoznali. Kot študentka trajnostnega menedžmenta, kaj več boš tudi verjetno sama v nadaljevanju povedala. Ampak zdaj bova začeli z enim takim vprašanjem, ko marsikomu ne bo jasno, kaj te sprašujem, ampak odgovor naprej bo pa kaj več povedal. Kdaj si postala poet in kdo je poet? Torej, lepo pozdravljeni, hvala, da si me sprejela v ta krog, Natali. Mislim, da delamo čudovite stvari tukaj. Da se na kratko predstavim. Torej, po poklicu sem varstvena biologinja in ena izmed prvih in tudi mislim, da najbolj pomembnih lekcij, ki sem jo prejela na tem študiju, je bilo, da če hočeš varovati naravo, moraš spremeniti ljudi oziroma se moraš dotakniti ljudi. In zato je prišla potem tudi moja odločitev, da nadaljujem študij na menedžmentu, da nekako povem, da se znam dotakniti. Draga Eva, dobrodošla. Vesela sem, da si z nami, predvsem zaradi tega, ker naju druži ljubezen do narave, kjer so se tudi spoznali. Kot študentka trajnostnega menedžmenta, kaj več boš povedala tudi v nadaljevanju. Predvsem pa sem vesela zaradi tega, ker ti ukrepi, COVID in tako naprej, pravzaprav iz nas potegnejo kar nekaj stvari povezanih z naravo, z zemljo, z našim planetom. Kdaj si ti postala poet in kdo je poet? Torej, lepo pozdravljena, Natali. Hvala, da si me sprejela v ta krog. Mislim, da tukaj ustvarjamo čudovite stvari in bova poskusili tudi mi dve danes malo predstaviti te zadeve. Da se na kratko predstavim. Moje ime je Eva in torej pišem za navdihni.me portal. V bistvu pa sem po poklicu varstvena biologinja in ena izmed prvih oziroma najpomembnejših lekcij, ki sem jih tam prejela, je, da če hočeš varovati naravo, moraš v bistvu se dotakniti ljudi, jih premakniti, da bodo razumeli, da so del narave. In potem sem se odločila, da nadaljujem študij na menedžmentu trajnostnega razvoja, ravno zato, da znanja o naravi povežem z družbo. Tako sem se rodila jaz s svojim poslanstvom, bomo rekli, v nekih uradnih registrih in se pravi v tem svetu kariernem. Kar se pa tiče poeta, mislim, da mi pisanje predstavlja neki navdih in neko sprostitev že zelo dolgo časa, odkar znam mogoče celo pisati od osnovne šole, se pravi. Drugače pa kdo konkretno je poet? Se pravi poet, potencialna oseba ekološkega temperamenta. Upam, da smo to na nek način mi vsi, zaradi tega, ker dihamo zrak in nam je to v interesu, da ga dihamo čim dlje, čim počasneje, da uživamo ob tem. In zato se mi zdi, da potencialna oseba ekološkega temperamenta so vsi tisti, ki bi radi nekaj spremenili, ki se zavedajo, da trenutna situacija ni tako rožnata, kot bi lahko bila. In če predpostavimo, kako posebno je, da smo ravno mi tukaj, ta trenutek in da imamo to priložnost, mislim, da bi jo morali izkoristiti. In da bi morali biti malo bolj tenkočutni do vsega, kar se dogaja okoli nas, do soljudi in tudi do narave, v katero smo vpeti. Nismo nad njo, smo vpeti v njo. Kdaj si ti postala poet? Jaz sem postala poet takrat, ko sva se spoznali mi dve in sva se potem dogovorili, da bom poskusila napisati en ta članek. In potem sem razmišljala, kaj sploh ta članek pomeni oziroma kaj bi rada jaz povedala z njim. Sem rekla nič. Poskusila bom poetsko pristopiti do ljudi in jim povedati, kako čaroben je v bistvu ta trenutek, ki ga imamo na planetu Zemlja. Bodiva zdaj čim bolj konkretni. Kaj se dogaja z našim planetom? Kaj lahko vsak od nas od tega trenutka naprej dela drugače, da bomo, kot si rekla, zelo lepo uživali v trenutkih, ki so nam dani čim bolj in čim bolj polno? Ja. Recimo, največja ironija človeštva je, da nekateri še vedno ne verjamejo v dejanski obstoj podnebnih sprememb, bomo rekli. Ne glede na to, da ne vem, na jugu divjajo ledeni viharji, da se na severu led topi. Pa ne bomo šli v podrobnosti, če smo res
ljudje čisti krivci za to, kar se dogaja, ali so mogoče tudi kakšni naravni cikli, proces segrevanja je tudi delno naraven. Gre se za to, da smo neodgovorni na veliko drugih področjih, ki zadevajo naravno ravnovesje. Zakisovanje oceanov, sekanje gozdov, problemi s plastiko, ogrožanje, izkoreninjanje rastlinskih, živalskih vrst. Vsemu temu smo mi krivec. In če hočemo to spremeniti, ne potrebujemo ne vem kakšnega finančnega vlaganja, potrebujemo samo odgovornega človeka. Z osebno odgovornostjo, ko to prepoznamo v sebi, lahko potem širši skupnosti pomagamo. In če bi vse lokalne skupnosti delovale v tej smeri, bi bil svet rešen. Kako pa to naredimo na osebnem nivoju? Če se odločimo, da gremo v trgovino brez plastične vrečke, če kupimo lesene zobne ščetke, naravno kozmetiko, kupimo na Renfuzo živila, čisto preproste, vsakdanje stvari, ki se mogoče ne pokažejo za, bomo rekli, ne vem, da boste zdaj dobili Oskarja za to ali pa zlati sonček, ampak pomenijo veliko. Pomenijo veliko, ker s tem gradimo neke svoje navade za dolgoročno življenje in potem bomo s tem tudi lahko vplivali na multinacionalke. Preprosto prisilili bomo druge ljudi, da bodo tudi gledali drugače, zaradi nas. In problem je, da se posamezniki ne zavedamo tega, da dejansko lahko kaj spremenimo. Če recimo malo bolj po štajersko povemo, če bi vsak gostilničar v Mariboru rekel, moj bar ne pomeni nič in bi vsi zaprli, ne bi imeli sploh več nobenega bara. Zaradi vsakega posameznika. In to se mi zdi zelo pomembno, da so nas v tem sistemu toliko ukalupli, da se čutimo včasih samo kot številke, kar je zelo narobe. Če gremo peš namesto z avtom, z javnim prometom namesto z avtom, naredimo ogromno. Tega mi ne bomo mogli nekako ovrednotiti, mogoče sami pri sebi ali pa z nekim denarjem ali karkoli, ampak počutili se bomo boljše. Že zato, ker bomo na svežem zraku, če gremo peš. In mislim, da je to zelo pomembno. A se ti zdi, zdaj glede na to, koliko smo porabili teh rokavic, pa mask, pa vsega tega, ne, čista plastika že spet, kaj je COVID po eni strani ali pa koronavirus po eni strani je prinesel osamitev, priložnost, da se zazremo vase, da sprejmemo tudi kakšne res pametne odločitve, kako bomo svoje življenje peljali naprej. Po drugi strani nas je pa spet vrglo precej nazaj pri nekem zavedanju, kaj je prav, kaj ni prav, glede plastike, ki se omenila in je res eden od večjih problemov, okoljskih problemov. Ja, nekje sem prebrala, da bi bilo zabavno, če bi Zemlja najela korono kot svojega publicista. Bi bili pozitivni učinki zelo hitro vidni, ne? Govorim o tem, da recimo, ne vem, od leta 1992 se Organizacija Združenih narodov, bomo rekli pod narekovaji, zelo prizadevno odloča ukrepati na področju varovanja narave, izboljševanja kakovosti družbe, bolj zelenega gospodarstva in v bistvu pač vseh teh nekih, bomo rekli, ciljev dolgoročnih, ki se združujejo v vizijo boljšega življenja za vse na planetu Zemlja. Potem pa se zgodi korona, pa iz danes na jutri lahko zapremo vse tovarne, brez problema, ne glede na to, kaj so vse v Parizu se pogovarjali o podnebnem sporazumu oziroma ukrepih, da je potrebno zmanjšati, zapreti tovarne, vse čistilne naprave, vsem narediti. Pa ni bilo nič od tega, ne? Zdaj pa smo iz danes na jutri lahko zaprli cel svet, pa smo vsi preživeli, pa smo relativno zdravi, bomo rekli, ni hujših posledic za človeštvo, populacija je še vedno relativno stabilna v številkah. Ne vem, malo se vprašaš, kdo ima tukaj moč in če je prav, da imajo ti ljudje, ki lahko to storijo, namesto da bi storili to že mogoče leta 1992, res pravilno, no, za širšo družbo, za malega človeka, tako rekočno. No in to nas pripelje k naslednjemu vprašanju ali pa iztočnici. Zakaj po tvojem mnenju odločevalci ne potegnejo nekih konkretnejših ukrepov? Zelo je fajn brati PR-ovsko, zelo so se dobili, so se pogovarjali, so pa udarili, kako je to pomembno, podpisali so nov dogovor o ne vem čem in zgodi se praktično nič.
Zakaj, po tvojem mnenju, ne? Ja, nisem sicer neki strokovnjak, ampak res veliko berem, ker me te stvari zanimajo in želim dati svoj košček v mozaik sprememb. In se mi zdi, da preprosto odločevalci v demokraciji je tako, da so izvoljeni za določeno obdobje in preprosto nimajo nekega interesa po gledanju na dolgoročno sliko. Se pravi, jaz sem tukaj za 4 leta, ampak jaz se bom boril za to, da bo dobro čez 20 let, ko me tukaj potencialno več ne bo. In se mi zdi, da ta dolgoročnost pa je edino, kar bo nas ohranilo. Če bomo postavili temelje za dolgoročno kakovost v družbi, ki tudi zdaj mogoče pomeni malo večja vlaganja ali pa porabljanje denarja, se bo potem na daljši rok, če ne drugo že za naše otroke, za naše potomce, izkazalo za pravilno odločitev. Ker planeta B ni in mi ne bomo dobili hrane in kisika iz Lune, ker pač na Luni tega ni, če tudi smo jo že dosegli. Da smo dosegli že marsikaj, ampak nekih takih preprostih stvari pa ne vem, zakaj ni interesa, da bi jih dosegli. No. Očitno še vedno ni dovolj hudo, oziroma še vedno ni dovolj kritično stanje. Je pa vprašanje, če so vse te spremembe, ki smo jih že povzročili, te škodljive stvari, ki se dogajajo, reverzibilne. Če morda že ni prepozno in smo zamajali naravno ravnovesje do tega momenta, da mogoče celo ne bo več tako lepo živeti čez 10 let. Ker problem je, mi zdaj nekih stvari ne vidimo, še recimo v Sloveniji nam gre precej dobro, kar se tiče narave in dihanja na svežem zraku, pitne vode. Ampak to se bo potem poslabšalo iz danes na jutri. Pipo odpiramo, teče super voda, potem pa voda enega dneva ne bo več tekla. Ne bo tako, da bo začela manj teči. Ne bo več tekla, ker ne bo imela od kje teči. In tega se ne zavedamo, zato ker se to še očitno ni zgodilo, kljub vsem, ne vem, požarom v Avstraliji, ki so bili. Pa smo vsi bili z njimi v mislih, pa smo vsi upali, da se čim prej rešijo. Ampak požari se niso zgodili kar tako. Požari so se zgodili zato, ker je kronično pomanjkanje. Razumemo, da v naravnih razmerah Avstralija je suh kontinent, vendar ne tako suh, kot je v zadnjih 5-10 let, bomo rekli. To ni več normalno. In k temu prispeva in Evropa, in Amerika. To je vse en vodni cikel. In tako neodgovorno obnašanje, mislim, da problem je zato, ker se tega ne kaznuje. Ker imamo kot, bomo rekli, moderna in napredna družba vse te zakonike in kazenske pravilnike, ampak nikjer pa ni še zaenkrat kaznovano okoljski teror. In to je kar slabo, no. Ok, ampak zdaj, če pogledava, bodiva malo politični, ok? Si drznava? Ja, ne? Lahko. Jaz vidim čisto eno novo gibanje, ne bom rekla stranka, ampak Poet se mi zdi, da bi lahko čisto hitro in zelo dobro in zelo učinkovito postavljeno gibanje, ampak bi zahteval temeljno spremembo političnega sistema v Sloveniji. Spravi, ta način 4-letnih kolobarjenj, kjer ne glede na to, kdo je, kako je, tiste redke izjeme, ki mogoče res imajo željo dolgotrajno in trajnostno prispevati in spremeniti zadeve, se mi zdi, da se nekje izgubijo. Enostavno jih sistem, mi ljudje, ne vem, jih posrkamo, spremenimo, preoblikujemo ali pa jim ne damo dovolj moči. Spravi, v utopiji, ne, kako bi izgledal Poet, kako bi izgledala. Mi kot Slovenija smo toliko majhni, da bi res lahko bili primer, kako nek sistem obrniti drugače in stvari drugače zastaviti. In glede na to, da si ti mlada in popolnoma neobremenjena za vsem, kar se je dogajalo od leta 45, 91 in tako naprej, če bi še pogledali nazaj do Karantanije, lahko tudi stopiva malo, ampak je nepomembno. Kako torej, kaj je treba narediti, kdo so ljudje, ki naj pridajo, kakšni naj bodo, spravi ne z imeni priimki, ampak z lastnostmi. Ja, zelo dobro. Jaz bi rekla, da se začne vse pri mladih. Pa ne govorimo zdaj o mladih, kot sem recimo jaz v 20-ih, ampak pri otrocih, ki pogledajo ven, pa se jim dopade, da ni betona okoli njih, ampak da so rože, da je travnik, da lahko delajo kolesa, smo pač v utopiji, ne? In tam bi se moralo začeti. Politika bi morala najprej težiti k temu, da se spremeni izobraževalni sistem.
da se vse te okoljske zadeve, ki se nas tičejo, aktualne teme, vse to bi se moralo v obliki nekega projektnega dela vpeljati v izobraževalni sistem, da otroci vejo, zakaj se borijo, zakaj reciklirajo, kakšen problem je v Bangladešu z plastiko. Kako super je, da so v Ruandi pa že 2008 prepovedali uporabo plastičnih vreč za enkratno uporabo. Medtem ko se Evropska komisija o tem bo šele pogovarjala naslednje leto, ker zdaj pač imajo problem z nafto ali pa z ne vem, če imajo vse probleme. Tako da začne se torej pri najmlajših, pri osebni odgovornosti. In potem bi morali vzpostaviti tudi sistem, ki v bistvu vključuje vse državljane. Da bi res lahko občina bi bila za to, da bi ti prišel potrkati tja in bi rekel, glejte, jaz pa sem strokovnjak na tem področju, ali pa ogromno sem prebral o tem in tem, in zdi se mi, da bi lahko tako naredili stvari. Potem bi prišel drug strokovnjak in bi rekel, jaz pa sem strokovnjak za finance, midva bova zdaj naredila finančno-metodološki načrt in vi ga boste potem izvedli z partnerstvi v občini. Tako bi moglo funkcionirati po moje, no? Pa tudi na regijskem nivoju, nacionalnem, kakorkoli, ne. Mislim, toliko, ko smo globalizirani in povezani in še vedno ne moremo kar tako prosto nekih stvari vpeljevati, ko so minimalni, recimo, vložek. Bi pa mnogo ljudi profitiralo zaradi tega. Profitiralo v smislu višje kakovosti življenja, ne denarja. Ker pač dobro, denar je zdaj sicer pogoj za višjo kakovost življenja v tem sistemu, ampak kar se tiče čistega zraka, pravilne prehrane in tako dalje. No, zdaj, jaz se s tabo čisto ne strinjam, ne, da je denar pogoj za boljše in bolj kakovostno življenje. Pravzaprav mislim, da je marsikdo zdaj v teh 7 tednih, kolikor smo bili v COVID ali 8 ali kolikorkoli že pač še bo, je marsikdo ugotovil, da zdaj živi mnogo bolj kvalitetno in kakovostno, kot je živel pred tem. Se pravi, kaj je torej tisto, kar nam je COVID prinesel s seboj, po tvojem mnenju? Zakaj se nam je pravzaprav zgodil? Malo maščevanja narave, politične zgodbe iz ozadja, ena gripa, ki smo jo predimenzionirali ali nekaj desetega? Zdaj, težko je hipotetizirati točno zakaj oziroma kaka multimešanica vseh teh vzrokov, kaki delež igrajo ti vzroki k končnemu rezultatu, zato ker, mislim, vprašanje je, kakšne podatke mi dobivamo oziroma koliko so dejansko preverjeni in resnični. Zato bom samo rekla, da naravi je vsekakor prišlo prav, da se je zgodilo, kar se je zgodilo, da je malo bolj zadihala, da se zdaj živali sprehajajo po mestih in gledajo ljudi v Ljudskem vrtu, namesto mi živali v živalskem vrtu, skozi stekla. Drugače pa ta korona, mislim, da upam, da nas je naučila, da se je potrebno ustaviti, da sploh nismo vedeli, kako divjamo. In če pogledamo, koliko kratkočasno je naše bivanje na tem planetu, ki bi ga morali vzeti kot tako zelo posebnega in enkratnega, kar tudi je, ampak to se toliko premalo zavemo. Mislim, vsak dan bi si to mogli 3-krat na dan reči, kaj ti veš, kako srečo imaš, da si zdaj tukaj. Tudi če te dobi dež, pa nisi najbolj srečen, zato ker se ti mudi na sestanek, pa ti je pokvaril frizuro. Ampak ti veš, da si del vodnega cikla. Ok, v tistem trenutku ne moreš biti zadovoljen, da si del vodnega cikla tudi ti, pa da boš zdaj pač tam, ti bo cankalo dol, ko boš imel predstavitev, od katere bo odvisna tvoja prihodnost. Ampak, mislim, tukaj smo, čas imamo, čas beži, ne glede na to, ali je korona, ali si v službi 8 ur. In dajmo pogledati okoli, no? Dajmo pogledati so ljudi, če jim kaj manjka, če so srečni, če lahko mi naredimo kaj za to. Vsakodnevno. Saj nimaš vsak dan časa, je res. Ampak, da bi se vsaj malo ustavili tudi potem, ko se bi korona spet umaknila našim rutiniranim življenjem, ki verjetno ne bojo tako hitro prišla v rutino, ampak še vedno. Ustavimo se, zadihajmo in upam, da bomo se zavedli, da moramo ostati dovzetni. Ne za korono in za bacile in za vse te zadeve, na tem je treba delati, z gibanjem na svežem zraku, ampak dovzetni za neke bolj pozitivne. Tako, ja, zaenkrat še, ja. Ampak za neke bolj pozitivne stvari, za neke naravne stvari,
pogledati zvezde zvečer pred spanjem. Garantirano, da greš spat z nasmeškom. Ne moreš tega narediti vsak dan, ampak poskusimo, no. Neke take malenkosti, ki v bistvu potem zaključijo ta cikel življenja v neki boljši sliki. Glede na to, da si sama omenila svojo mladost, si upam te vprašati, kje pa vidiš svojo prihodnost? Moja prihodnost je trenutno, v bistvu ja, mogoče napačno, da gledam kratkoročno ta hip, ampak zaenkrat bi rada samo ostala v Mariboru, ker se mi zdi, da je to mesto nekaj posebnega. Ne glede na to, kaj vsi ostali vidijo, mogoče na prvi pogled. Jaz mislim, da ima ogromen potencial to mesto naše in da ima ogromno dušo in da ima ogromno razvojnih priložnosti, ki jih lahko prav s povezovanjem takšnih iniciativ, recimo kot smo mi, ali pa še 1000 ostalih, ki niso še prepoznani ali pa niso toliko vidni, lahko ustvarimo nekaj res čudovitega. In mislim, da smo ravno prav mali, da se lahko vsi nekako poznamo in se dobro počutimo ob tem. To mislim, da je neki cilj življenja. V glavnem, da najdeš prostor pod soncem, ne. Zdaj, jaz mislim, da je moj prostor pod soncem tukaj, ker imam tudi tukaj korenine. In če hočeš zacveteti, moraš pognati najprej korenine, ne. Bomo pa videli, no. Vsekakor želimo stati neki taki delček nekih iniciativ, ki izboljšajo življenje na lokalni ravni, no. Zato, ker lokalna raven je predpogoj za nekaj širšega potem. Ja, okej. Lepo pozdravlja, ja. Slišal je, da se pogovarjava in seveda je moral priti pogledati, kaj Mu je všeč, kar se pogovarjava. Ja, da se o naravi, torej o njemu, ne, to je zelo hitro. Res je. Ampak ti si aktivna v kar nekaj teh iniciativah oziroma kar nekaj projektov pelješ. Zdaj trenutno tudi, se tudi z oblikovanjem ukvarjaš, kako malo pove o teh nekih zadevah, od klopc, grafike in tako naprej. Ja, se pravi, jaz moram reči, da sem se zdaj v teh trajnostnih iniciativah za izboljšanje nekih delčkov življenja, sem se zelo našla v tem in se udeležujem raznih natečajev, razpisov, pobud, ki to počnejo. In če vas bo kaj pot zanesla na Kalvarijo, so tam tiste klopce, ki smo jih postavili lani z namenom, da ponudimo ljudem neko točko trajnostnega oddiha z tako bolj štajersko noto. Več ne bom povedala, lahko pogooglate ali pa greste kar tja, kar je najboljše, ko bojo občine seveda odprte. Potem zdaj delamo tudi na eni trajnostni pobudi za prvi ekografit Maribora. Veliko tudi poskušam pomagati pri razni organizaciji dogodkov v mladinskem sektorju, ker se mi zdi, da je prav tukaj najbolj pomembno, da se naslavlja ta vidik za odgovornejšo prihodnost nas vseh. Ja, kjerkoli se da, no, ni težko zaključiti. Poskusili smo tudi ozelenjevati vrtce, sicer to zdaj vse stoji zaradi korone, bomo videli, mogoče se bojo vrtci sami ozelenili, ne, ker zdaj lepo pridno dežuje in noben ne moti in noben ne kosi. Tako da ja, poskušamo vsak dan narediti nekaj dobrega. Včasih pač tudi ne samo dihati, ampak. Vidiš, to je tisto, kar sem te spraševala, ne? Kaj je v bistvu to, kar lahko vsak sam pri sebi naredi. Se pravi, vsak lahko pogleda okrog sebe, pa vidi priložnosti, ne? To je prvi korak. Prva je odločitev, da nekaj želimo narediti, potem pogledamo okrog sebe, ker ni treba se voziti tisoče in tisoče kilometrov v neke druge države in tam nekaj urejati, ker v našem okolju, že sam, če vem, pogledam, vidim vsaj 1-3 stvari, ki bi lahko uredili ali predlagala, da skupaj nekaj naredimo. In potem je treba to še izpeljati. Res je. Treba imeti voljo in vztrajnost in to izpeljati. Res je. Evo, je rekel, da se strinja, on gre kar delati tam mali. Kako pa najdeš ti to voljo? A si se rodila s tem ali kako? Mislim, ti imaš izjemno veliko življenjske energije. Vem, da ljudje tega preko tega virtualnega druženja ne bodo mogli na ta način začutiti, ampak ko sem osebno bila s tabo v kakršnem koli prostoru, to je žarelo, ne, okrog tebe in res se čuti ta energija. Odkot? Od mami pa atija, če govorimo o genetiki. Ne vem, mislim, da
kombinacija vsega, no, nekih težjih preizkušenj v življenju, nekih lepih preizkušenj v življenju, ljudi, ki se te dotaknejo. Jaz sem imela zelo dobrega vodiča, bomo rekli, v te naravne lepote. To je bil moj dedi, s katerim sva od malega bila skupaj in sva opazovala vse, kar je lezlo in šlo in zakaj to leze in zakaj to gre. In on mi je dal res izreden navdih, da nekako vidim stvari, no. In če lahko pomagaš, zakaj pa ne, mislim, kaj pa te stane. No, točno to. Nekoč boš tudi ti potreboval pomoč in glej, zakaj ne bi bil prijazen, če si lahko, mislim. Tudi dosti bolj poceni je, kar se tiče mentalnega zdravja, da si prijazen, kot pa da si zloben. Ja. Ker negativna čustva vplivajo negativno tudi na tebe samega, ne glede na to, če jih hočeš vreči ven v svet, ne. Pač ne gre, ker izhaja vse iz tebe in bolj si sam pozitiven, boljše ti bo v življenju. Tako da rada bi tu samo poudarila, da ne obstajajo neke, bomo rekli, normativizirane lekcije za življenje. Pač vsak pri sebi vidi, kaj lahko naredi, kaj mora narediti, tudi v svojem lokalnem okolju. Pač poskusiš narediti to, kar še ni bilo narejeno, oziroma to, kar tisti kraj ali pa ljudje od tebe res potrebujejo. In pravim, to ne rabijo biti dosežki, da boste zgradili raketo in šli na Luno in vzpostavili vesoljski turizem, ker od tega najbrž, mislim, pride dosti stvari, ki so tudi slabe v tem smislu, ne. Ampak preprosto posadite drevo. Greste v vrtec in rečete, kaj pa, če bi mi posadili drevo skupaj. Pa ne rabi niti v časopise priti, ampak vi se boste dobro počutili in otroci vam bodo hvaležni. Verjemite. Draga Eva, hvala, ker si naš poet. Spodbuja nas, Hvala vam za priložnost. opozarjaj nas, špikaj nas, zato ker mi, starejši, včasih malo že zaspimo in pozabimo, kaj je v resnici pomembno. In potem pridejo takšni, kot si ti, in nas spet spomnijo, kako so nam žarele očke pri 20-ih, ne? In se spet spomnimo, kaj je pravzaprav v resnici pomembno. Hvala, bodi dobro in še enkrat uživaj live. Hvala in ostanimo povezani. Dio, čau.